Spoštovani gledalci, v prihodnjih minutah bomo pregledali aktualno dogajanje v mestni občini Murska Sobota. V naši družbi je župan Damjan Anželj. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in vsem, ki naj gledajo. Vse se začne pri financah, zato greva najprej k pripravi proračuna za leto 2026. Res je, že v koncu prejšnjega leta smo pristopili s resnostjo in odgovornostjo k sestavi proračuna. Vsako leto namreč proračun nam povzroča kar velike izzive, glede na samo tudi finančno stanje, in kljub temu, da se je povprečnina dvignila in dobimo skoraj za 1 milijon več sredstev v proračun napram lanskemu letu, pa še vedno ugotavljamo, da je mestna občina podfinancirana. Tako da nekako skupaj zagotavljamo za te zakonske naloge, ki jih pač moramo delati po zakonu, okrog 16 milijonov, kar je polovica proračuna. Proračun za leto 2026 bo nekje 30 milijonov. Pa če mogoče malo podrobneje tudi s številkami predstavijo, kot sva rekla, 16 milijonov za tiste zakonske naloge, ki jih moramo izpolnjevati že po samem zakonu. Tako da tukaj največji delež, kar 7,7 milijonov evrov, zagotavljamo za izobraževanje, torej delovanje vrtca, osnovnih šol, glasbene šole. To predstavlja 26,4 odstotke. Potem 5,8 milijonov oziroma 19, skoraj 20 odstotkov proračuna zagotavljamo za kulturo, šport, nevladne organizacije. Potem 4,2 milijona evrov, kar predstavlja 11,5 odstotkov, zagotavljamo za prometno infrastrukturo in pa za socialno varnost sredstva v višini 1,6 milijonov, to je nekje 5% proračuna. Tako da kar velik delež. Potem pa pridejo tudi tiste nezakonske naloge, ki jih ni treba ali pa jih, denar ne gre v prazno, ampak gre za ljudi. Tukaj skoraj 1 milijon namenjamo za razne razpise, za društva. Potem tudi javna dela sofinanciramo v višini 100 tisoč evrov, štipendije okrog 160 tisoč evrov, tudi denarna pomoč ob rojstvu otroka 50 tisoč, šolske potrebščine prvošolčkom, mestni avtobus 230 tisoč nekje. Potem tudi plačujemo oziroma zagotavljamo tisto razliko pri ceni vrtca, se pravi staršem, da plačujejo manj. To predstavlja v proračunu 330 tisoč evrov. Potem subvencioniranje kanalščine 220 tisoč evrov. Pa pridejo še potem nadstandard v šolah, tisto, kar ne zagotavlja država, skoraj 400 tisoč. Potem pa tudi prireditve, drsališče, Soboško poletje in pa Soboški dnevi. Tako da ta znesek predstavlja čez 3 milijone evrov, kar je kar tudi veliko. Za infrastrukturne projekte, tako v mestu kot krajevnih skupnostih, pa namenjamo skoraj 10 milijonov evrov oziroma 33 odstotkov proračuna. Pri tem pa moramo tudi poudariti, da je nekje 8 milijonov zagotovljenih preko evropskih sredstev in pa državnih razpisov. Zdaj v tem mandatu smo bili uspešni na različnih evropskih in državnih razpisih, tako da smo nekje zagotovili blizu 20 milijonov teh sredstev, 11,3 milijonov iz celostnih teritorialnih naložb, potem iz dogovora za razvoj regije blizu 6 milijonov za tehnološko-kompetenčni park in pa bili smo večkrat uspešni tudi na razpisih Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Kar veliko športnih objektov smo bodisi obnovili ali naredili na novo, tako da kar 20 milijonov teh sredstev, kot sva povedala. Je pa potrebno povedati seveda, da tukaj je potrebno zagotavljati tudi tisti lastni delež in seveda se vsako leto potem soočamo z izzivi, kako ta sredstva tudi zagotoviti ob vseh seveda drugih nalogah, ki jih izvajamo. Tako da kar velik delež, potem tudi za te nezakonske naloge, seveda investicijski potencial pa se tudi potem temu zmanjšuje, tako da tukaj imamo določene izzive tudi v prihodnje.
Torej, sredstva so namensko, natančno razporejena in temu se prilagajajo tudi investicije, za katere ste si zadali načrte, katere so tiste največje. Drži, večkrat me ljudi, občani tudi vprašajo, zakaj recimo se namenja za ta projekt, ne za katerega drugega. Kot ste sami povedali, to ponavadi gre, mislim, ne ponavadi, ampak gre za točno namenska sredstva, ki jih pod točno določenimi pogoji lahko potem izkoristimo oziroma smo do njih upravičeni. Večkrat smo že omenjali te celostne teritorialne naložbe, do katerih smo upravičene mestne občine. Tukaj smo v začetku mandata pogledali, kaj je sploh možno prijaviti, kateri projekti so tako daleč ali so lahko realno izvedljivi, da lahko potem lovimo tudi te roke za prijavo. Tako imamo v tem proračunu v letošnjem letu seveda delavski dom, kjer investicija že poteka, gre za občinsko zgradbo, ki več desetletij ni bila dejansko deležna nekih večjih vložkov in je dotrajana tako, kar se tiče zunanjosti in notranjosti. V tem letu bomo začeli tudi s prenovo TVD Partizana. Tukaj gre za sredstva za urbano prenovo. Potem pa na mobilnosti smo že koristili sredstva glede obnove Noršinske ceste. Prav tako pripravljamo projekte glede Tišinske ulice, kjer se bo prav tako potem izgradila kolesarska steza in pločnik. In pa v tem letu, predvidoma v drugi polovici, pričakujemo, da bo dokumentacija tako daleč, da bo tudi potrjena strani pristojnih ministrstev, da pričnemo tudi z projektom kolesarske steze Bakovci do Kležuje, tudi večletna želja občanov in občank, krajanov Bakovec, tako da tudi ta investicija je prišla na vrsto. Prav tako nas je nekako presenetilo dejstvo, da je dotrajana streha na bakovski osnovni šoli in pa tudi kotlovnica. Tukaj smo morali zagotoviti dodatnih 500 000 evrov, da dejansko potem tudi lahko izvedemo sanacijo in pa zamenjavo strehe. Prav tako bo pa zamenjana tudi seveda kotlovnica. Tako da vedno tudi moramo misliti na to, da čez leto pridejo do neki dodatni izzivi in tudi ta denar je potem potrebno zagotoviti. Kljub vsem izzivom smo nekako še uspeli, kot smo povedali, 33% za investicije, da potekajo potem investicije nemoteno tudi naprej. To so povedala nekaj teh večjih, tudi načrtuje se prva faza, se pravi pločnika oziroma v Satahovcih, potem tudi nadaljevanje ceste, se bo uredila cesta Pola na Markišavci, ki za nekaj let je mirovala, bila so odkupljena zemljišča, tako da tudi s tem projektom gremo v primestnih naseljih naprej. Seveda je tukaj še nekaj manjših investicij, tudi dograditev garaže pri gasilskem domu na Pušči in še kar nekaj manjših po posameznih primestnih naseljih. Prav tako pa v proračunu zagotavljamo tudi sredstva za investicijo v počitniškem domu Baška, kjer je potrebno obnoviti vodovodni sistem. Prav tako bomo komunalno začeli urejati v Rakičanu območje, kjer bo možna individualna gradnja, okrog 40-50 stanovanjskih zgradb. Tam je potekala komasacija, tako da nadaljujemo s tem projektom. Pomembno je pa tudi povedati, da bomo v 2026 odplačali 1,6 milijonov zadolžitve oziroma celo 1,8, tako da s tem tudi potem nekako ta prag zadolženosti spuščamo. V tem letu pa ni predvidena nova zadolžitev. Tako da dela vam ne bo zmanjkalo, seveda pa je pri vsem tem pomemben tudi človeški faktor, kdaj pa kdaj tudi kakšna prostovoljna pomoč in ravno s to lepo priložnostjo, s prireditvijo Naj prostovoljec ste začeli leto. Ja, januar je vedno en poseben mesec, ne samo zaradi vstopa v novo leto z velikimi pričakovanji, ampak je januar tudi mesec, v katerem se potem zahvalimo tistim, ki so nekako izstopali v prejšnjem koledarskem letu
In seveda ena od teh prireditev je Naj prostovolec, kjer bomo izpostavili tiste, katere je tudi komisija izbrala. Seveda je pa tukaj potrebno povedati, da moja zahvala gre vsem prostovoljcem, ki tudi z svojim delovanjem nekako prispevajo k lepši družbi. Prostovoljci so ponavadi tisti ljudje, ki nekako nočejo v ospredje, ki so mnogokrat spregledani. Njihovo delovanje je pa velikega pomena za vsako družbo, tako da smo veseli. In tukaj moram povedati, res v Murski Soboti nikoli ni problem najti osebe, ki konkurirajo za Naj prostovoljca, društvo, organizacijo in pa Naj prostovoljni dogodek, tako da tudi letos seveda moja čestitka vsem nagrajencem in pa nasplošno vsem, ki delujejo v tem prostovoljstvu. In če izpostaviva nagrajence, ker imava zdaj ravno priložnost. Ja, Naj prostovoljec v naši občini za lansko leto je postal gospod Leon Novak, bivši škof Evangeličanske cerkve, ki dejansko tudi z svojim prostovoljnim delom ves čas izstopa. Tukaj je njegova vloga res velika, tudi pomoč recimo v Ukrajini in v drugih državah, kjer nekako so krizna žarišča. Naj prostovoljno društvo je postalo Društvo revmatikov, podružnica Murska Sobota, potem Naj prostovoljna organizacija Gimnazija Murska Sobota in pa Naj prostovoljni dogodek so pa dobili krovci pri Obrtni zbornici Murska Sobota, ki so priskočili na pomoč ob neurju toči na Goričkem in svojim delom ter gradbenim materialom tako pomagali in olajšali tudi tistim prizadetim v tej stiski. In če se navežem na Društvo revmatikov Slovenije, na podružnico Murska Sobota, Mestna občina Murska Sobota nosi tudi naziv Invalidom prijazna občina. Se bo tudi na tem področju še kaj dogajalo? Ja, tako je. Že več kot 10 let Mestna občina nosi ta naziv in dejansko tudi pri vseh gradnjah, novogradnjah potem upoštevamo vse te smernice, da bo tistim, ki jim je nekako oviranost, jim lajšamo to njihovo življenje v naši občini. Seveda pa smo ves čas odpravljali tudi razne ovire in s tem tudi izboljševali samo dostopnost. V letošnjem letu pa pri projektu Delavski dom seveda bojo tudi razne prilagoditve in pa tudi zgrajeno na novo dvigalo, tako da bo tudi vsem starejšim in tistim gibalno oviranim potem tudi lažji dostop do teh storitev, ki jih opravljajo v občinski zgradbi. Izziv nam še ostaja Soboški grad, kjer prav tako te prilagoditve tudi zaradi vira financiranja nekako še niso izvedene. Tudi sam zakon o izenačevanju možnosti invalidov je narekoval, da do konca leta 2025 morajo vse javne zgradbe biti prilagojene in dostopne. Ta rok je bil za 2 leti sedaj podaljšan, tako da še nekaj časa imamo, da še vse tiste zgradbe potem tudi uredimo. V večini primerov je pa seveda problem ta vir financiranja, namreč gre za večje posege, ki so tudi finančno bolj zahtevni. Tako da nekako z tem, da smo občina po meri invalidov, živimo ves čas in seveda tudi pazimo, da so vsi ti ukrepi potem tako tudi naravnani. Januar pa ni samo mesec prostovoljcev, ampak bodo na svoj račun prišli tudi športniki. Seveda, tudi športniki, vsako leto na koncu meseca prireditev Naj športnik, tako da tudi tam izpostavimo tiste največje dosežke. Kot sva že v začetku oddaje tudi omenila, smo v teh 3 letih kar veliko vlagali v športno infrastrukturo. Zamenjan je bil parket na 1. osnovni šoli, potem tudi luči na 3. osnovni šoli. Zgrajeno je bilo igrišče Goran Dragič, Pump Track, potem tudi obnavljamo atletski stadion in pa seveda velika investicija poteka tudi na mestnem stadionu v Fazanariji z dograditvijo tribun, tako da ves čas poskušamo izboljševati te pogoje, da bodo tudi naši športniki imeli najboljše pogoje seveda za svoje delovanje. Je pa res, da že ob teh tudi včasih skromnih pogojih so pa rezultati izvenserijski, na to smo lahko ponosni in res kar veliko športnikov, športnih društev
prihaja iz naše občine in nas tudi zastopajo tako v tistem državnem rangu, kakor tudi širše v kakšnih evropskih tekmovanjih. Seveda ne smemo pozabiti tudi ženski nogometni klub, serijske prvakinje, tudi letos najboljša sezona, kar se tiče Evrope, in seveda si želimo, da v ustvarjanju teh pogojev, da bodo ti rezultati tudi v prihodnje vsaj takšni in še boljši. In še ena zanimiva pridobitev za šport, to je kajak kanu steza. Točno, hvala, da ste me spomnili. Tudi na Soboškem jezeru smo izvedli projekt kajak kanu steze, kjer smo spostavili 9 prog v dolžini 1 kilometer in dejansko v tem delu Evrope je to edina takšna steza in jaz verjamem, da bomo tudi na tem znali v prihodnje graditi neko zgodbo o Soboškem jezeru, velik potencial za turistično in pa športne aktivnosti, tako da tudi v prihodnje seveda bo deležno še določenih investicij in seveda želimo razvijati to področje, ki nekako mora tudi biti potem plus naši občini, ker nas postavlja tako na tisti športni kot turistični zemljevid. In v našem lepem mestu je posebne pozornosti deležna tudi kultura. Tako, v začetku naslednjega meseca pa se bomo seveda zahvalili in podelili priznanja tudi nagrajencem na področju kulture. Tudi tukaj je neodvisna komisija izbrala izmed predlogov nagrajence in seveda prav je, da tudi njih izpostavimo. No, zima je letos občutno popestrila življenje v našem mestu in ob njem drsališče še obratuje. Kako dolgo? Drsališče letos na novi lokaciji, ker sva že povedala, je v občinski zgradbi gradbišče in seveda ni bilo primerno, da tam spostavljamo drsališče, torej smo ga po nekaj letih spet preselili na Trg kulture. Kar veliko občanov, ki uporabljajo drsališče, mi je povedalo, da je celo za njih tukaj boljša lokacija, da je drsališče s temi širšimi površinami bolj primerno za samo neke užitke pri drsanju. Seveda ob drsališču je bil tudi bogat program, tako da jaz verjamem, da so se občani dejansko tudi v teh zimskih časih, da je bilo dovolj tega športnega in pa tudi kulturnega dogajanja. Drsališče pa bo obratovalo do konca meseca januarja, tako da še vse tiste, ki mogoče niso izkoristili, vabim, da še v teh zadnjih dneh pridejo na drsališče in da tudi naredijo nekaj za sebe. Posebno veselje so imeli tudi sankači. Tako je. Ja, letos je zima res malo drugačna, kot je bila v prejšnjih letih. Sicer se bo to poznalo tudi na stroških zimske službe, kajti v prejšnjih letih zima niso bile v tej obliki oziroma so bile bolj mile. Zagotavljali smo tisto varnost, seveda tudi z posipavanjem, z soljenjem, da dejansko se ne bi zgodila kakšna poledica in neljubi dogodki. Ker pa so temperature omogočale tudi izdelavo snega, sneg pa je bil nekaj, je bilo tudi naravnega, smo poskrbeli, da smo dodatno zasnežili Črnelovski breg in res je tam bil pravi živ žav, vrvež, tako da tudi otroci so prišli na svoj račun in seveda smo veseli tega. Mesto delajo živo predvsem ljudje. Kako ste zadovoljni s priseljevanjem, z obiskom turistov in nasploh? Ja, Slovenija kot taka in tudi večina občin ima težave s to demografijo. Dejansko je upad rojstev kar očiten. 30 let nazaj enkrat več otrok kot sedaj rojenih in seveda to nam povzroča oziroma tudi nalaga določene odgovornosti, kako pridobiti tudi ljudi, ki se bi morebiti priselili k nam. Nekaj takih poznam, nekako ocenjujejo, da je mestna občina Murska Sobota vseeno je tukaj kvaliteta življenja kar velika. Seveda pa zagotavljanje novih stanovanjskih enot potem tudi omogoča neko priseljevanje in pa seveda tudi samo dogajanje v mestni občini Murska Sobota. Tako da tukaj ocenjujemo, da je teh kulturnih, športnih dogodkov kar veliko. Nenazadnje se to tudi pozna v samem proračunu in tudi v bodoče se nakazuje nekaj novih gradenj, tudi več stanovanjskih objektov in seveda si želimo potem nadaljnega priseljevanja. Kot ste sami povedali, mesto utrip življenja delajo ljudje,
Zato se na mestni občini vsekakor trudimo in si želimo, da bo tako tudi naprej, da ustvarjamo take pogoje, da bomo prepoznani tudi kot tista občina, kjer si bojo ljudje želeli živeti, kjer bo ta kvaliteta bivanja visoka. Ne nazadnje smo si to zapisali tudi v trajnostno urbano strategijo Murska Sobota, občina najvišje kakovosti življenja. Najlepša hvala za vaš obisk v studiu, za vsa pojasnila in seveda uspešno, predvsem pa pogumno naprej. Hvala za povabilo in vse dobro tudi vam ter občanom in občankam. Spoštovani gledalci, takšen je aktualen utrip življenja v našem lepem mestu. Do prihodnjič, vse dobro.